Sveta maša se daruje za vse župljane, tako vaše pokojne, kakor nas še žive. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Sestre in bratje, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali te svete skupne skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni. Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus. Gospod Bog, jagnja Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, Svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, od tebe prejemamo vse dobrine. Naj ti vdano in veselo služimo, saj je v tem večna in popolna sreča. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj ob čestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Malahija. Glej, pride dan razžarjen kakor peč in vsi predrzneži in vsi, ki delajo krivično, bodo strnišče. Dan, ki pride, jih bo sežgal, govori Gospod nad vojskami. Ker ne bo pustil od njih ne koreninice, ne vejice. Vam pa, ki se bojite mojega imena, vzide sonce pravičnosti in ozdravljenje prihaja na njegovih žarkih. Božja beseda.
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Bratje in sestre, sami veste, kako nas morate posnemati. Kajti nismo med vami živeli neurejeno, tudi nismo zastonj jedli kruha pri nikomer, ampak smo trudoma garali noč in dan, da ne bi bili v breme komu izmed vas. Tega vam ne pravim, ker ne bi imel pravice do tega, ampak zato, da se vam sami postavimo za zgled, ki naj bi ga posnemali. Kajti ko smo bili pri vas, smo vam dali tole navodilo. Kdor noče delati, naj tudi ne je. Slišimo namreč, da nekateri med vami živijo neredno, da nič ne delajo, ampak begajo sem ter tja. Takšne opozarjamo in opominjamo v Gospodu Jezusu Kristusu, naj v miru delajo in jedo svoj kruh. Poslušali smo Božjo besedo. Zravnajte se in dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje. Gospod z vami, iz svetega evangelija po Luku. V tisti čas so se nekateri pogovarjali o templju, kako je okrašen z lepimi kamni in zaobljubljenimi darovi. Jezus pa je rekel, prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen. Vprašali so ga, učitelj, kdaj pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to zgodilo. Rekel jim je, glejte, da se ne daste zavesti. Veliko jih bo namreč prišlo in bodo govorili v mojem imenu, jaz sem ali čas se je približal. Ne hodite za njimi. Ko boste slišali o vojnah in ustajah, se ne ustrašite, kajti to se mora prej zgoditi, vendar še ne bo takoj konec. Tedaj jim je govoril, vzdignil se bo narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu. Veliki potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota, grozote in velika znamenja z neba. Toda preden se bo to zgodilo, bodo nad vas dvigali roke, preganjali vas bodo, izročali vzhodnice in ječe in zaradi mojega imena vas bodo vlačili pred kralje in oblastnike. To se bo dogajalo, da boste pričevali zame. Vzemite si to k srcu, da ne boste vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal zgovornost in modrost, ki ji vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali ugovarjati. Izdajali vas bodo celo starši in bratje, sorodniki in prijatelji, in nekatere izmed vas bodo ubili. Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgubil. Svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje. Kristusov evangelij. No, današnji evangeljski odlomek nam je na prvi pogled lahko neprijeten. Jezus govori o rušenju templja, o potresih, vojnah, preganjanju.
To so stvari, ki jih v življenju ne slišimo radi. A Jezus z njimi ne straši. Uči nas gledati globje. Učenci so občudovali veličastni jeruzalemski tempelj. Jezus pa jim pove, prišel bo čas, ko ne bo ostal kamen na kamnu. In res, leta 70 po Kristusu so Rimljani pod vodstvom Tita porušili ta drugi, tako imenovani drugi tempelj v Jeruzalemu. Je bil zgrajen v 6. stoletju pred Kristusom in je veljal za eno od čudes takratnega znanega sveta. Ostal je samo del zahodnega zidu, ki ga imenujemo sedaj zid žalovanja ali zid objokovanja. In to je za Jude najsvetejši kraj na tej zemlji. Prišel bo čas, ko ne bo ostal kamen na kamnu. Ta stavek ni samo zgodovinski, je pravzaprav resnica o našem življenju. Marsikaj, na kar stavimo, se lahko podre. Odnosi, ki smo jih imeli za večne, delo, ki je bilo naš temelj, zdravje, ki smo ga jemali za samoumevno, načrti, ki so se zdeli zanesljivi. Ko nekaj pade, nas to zaboli in prestraši. Tudi Jezus nas vabi, da ne zamenjamo fasade za temelj, kajti kar je človeško, je minljivo, kar je Božje, ostane. Danes živimo v poplavi slabih novic. Človek bi lahko pričel verjeti, da je na svetu samo tema. A Jezus pravi, ne vznemirajte se, ne hranite srca s paniko, dvignite glavo. Bodite ljudje upanja, ne ljudje strahu. Upanje ne isto kot naivnost. Upanje pomeni, vem, da je Bog z mano, tudi ko se ruši temelj mojih pričakovanj. Jezus pravi, da bodo preizkušnje postale priložnost za pričevalnost. Je pač že tako, da kadar nam gre v življenju vse gladko, naša vera pogosto spi. Kadar pa pride kriza, se razkrije, na čem zares stojimo. Včasih najbolj priča človek, ki ostane miren sredi nemira. Ostane pošten, ko bi lažje lagal, na primer. Ostane ljubeč, ko bi se najraje zaprl vase. Taki ljudje verujejo, da jih Bog ne zapusti. Jezus, gledajte, nam ne naroča nekega heroizma ali popolnosti. Samo zvestobo, stanovitnost, vztrajnost, kar pomeni vztrajati v dobrem, tudi ko ni aplavza. Moliti tudi, ko ne čutimo posebne tolažbe. Odpuščati, čeprav nas drugi ne razumejo. Hoditi za Kristusom, če tudi pot ni lahka. V svetu, ki je poln naglih odločitev in naglih razočaranj, je zvestoba najbolj revolucionarna. Se pravi, ta evangeljski odlomek ni napoved neke katastrofe, je povabilo k dovršeni notranji svobodi. Ne boj se, ko se rušijo stvari, ki si jih imel za trajne. Ne bodi v strahu, kaj se bo zgodilo jutri. Vztrajaj, ker je Bog s teboj. In to je temelj, ki ga nobena preizkušnja ne more podreti. Naj nam Gospod da srce, ki bo mirno sredi neviht, zvesto sredi sprememb in pogumno sredi negotovosti. Amen. Izpovejmo svojo vero.
Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen in neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel na nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst in puščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Sestre in bratje, Božja beseda nas vabi, da v človečnosti pričakujemo Kristusov prihod. Zaupno ga prosimo. Za pastirje cerkve naj modro presojajo znamenje časa in vodijo zaupano jim občestvo. Za svetovne voditelje naj si prizadevajo za spravo in spoštovanje med narodi. Za preganjane kristjane naj vztrajajo v iskrenem in pogumnem pričevanju zate. Za vse, ki so se oddaljili od tebe, naj se po naših molitvah znova vrnejo v tvoj objem. Za vse, ki so umrli v zapuščenosti, naj prejmejo večni mir pri tebi. Usmiljeni Jezus, sprejmi naše prošnje in nas na vseh poteh spremljaj svojo ljubeznijo, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Sveti Bog,
Po teh darovih, ki ti jih prinašamo, nas utrdi, da ti bomo vdano služili in nas privedi v srečno večnost po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni, večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. S krvjo svojega Sina in z močjo Svetega Duha si znova zbral eno družino svoje otroke, ki jih je hudobija greha oddaljila od tebe. Da bi ta družina, zedinjena v tebi, trojedinem Bogu, blestela kot tvoja cerkev, Kristusovo telo in svetišče Svetega Duha, v slavo tvoje neskončne modrosti. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli slavimo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Blagoslovi in prihaja v imenu Gospodove, hozana naš. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo. Posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, da nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča, Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime.
pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Naj bo Gospodov mir vedno z vami. Podajte si roke, znamenje sprave, miru in ljubezni. Glejte, to je jagnja Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
molimo. Dobri Oče, prejeli smo nebeške darove. Največja je tvoja ljubezen v nas te skrivnosti, ki nam jih je naročil obhajati v svoj spomin Jezus Kristus, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. In še oznanila. Danes pričenjamo teden zaporov pod naslovom Božja beseda ni uklenjena. Jutri 17. novembra goduje sozavetnica Frančiškovega svetnega reda, sveta Elizabeta Ogrska. Hvala vsem, ki ste darovali v vrečkah Caritas okrog 200 kg dobre hrane za pomoč potrebnim. V soboto 22. novembra se bomo na god svete Cecilije, zavetnice cerkvenih pevcev in glasbenikov, spomnili vseh naših pevcev in organistov. Bogu hvala za njih. V soboto bodo imeli srečanje veroučenci in tudi njihovi starši. Preberite si o oznanilih. Starši pa so bili obveščeni in povabljeni tudi preko elektronske pošte. Starši, čim prej prijavite svoje otroke na Miklavžev obisk. Prihodnja nedelja je zadnja v cerkvenem letu, ko praznujemo praznik Kristusa, kralja vesoljstva. Ta dan se bomo podali na pomemben referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zato prisluhnimo tudi, kaj so napisali naši slovenski škofje. Pravijo pa takole. Dragi bratje in sestre, današnji evangelij nas spodbuja k neustrašenemu pričevanju. Kot sedaj živeča generacija kristjanov in državljanov smo odgovorni za to, da prihodnjim rodovom v naši zakonodaji ohranimo 5. Božjo zapoved, ne ubijaj. Pred takšno preizkušnjo še ni bila postavljena nobena generacija pred nami. Zavedamo se, da milost predpostavlja naravo, da Božji blagoslov dobi svoj prostor tam, kjer ljudje sodelujejo z Božjim načrtom. In Božje zapovedi so srčika našega sodelovanja z Božjo voljo za človeštvo. Tam, kjer spoštujejo Božje zapovedi, je Božji blagoslov, solidarnost in mirno sobivanje. Zato naše prizadevanja za spoštovanje Božjega načrta s človeštvom ni politika, temveč naša evangeljska dolžnost. Jezus nam pravi, ko vas bodo preganjali, vam bom dal besede in modrost. Te besede naj nas spodbujajo tudi, če se kdaj ne strinjajo vsi z nami. V tem mesecu novembru papež Leon vabi cel svet, pa tudi Slovenijo, k molitvi za preprečevanje samomorov. V Sloveniji to delamo še na poseben način. Z iskreno hvaležnostjo se obračamo na vsakega izmed vas. Hvala vam, ker molite molitev za izpolnitev Božje volje v naši domovini. Hvala, ker se številni udeležujete 9-dnevnice, ki traja do naslednje nedelje. Časa imamo še en teden. V tem tednu lahko vsak v moči Jezusa Kristusa naredi zelo veliko. Povabite vse svoje sorodnike, prijatelje in znance, kot tudi tiste, ki ne hodijo redno k sveti maši. Naj se udeležijo referenduma in glasujejo proti uvajanju kulture smrti v Sloveniji. Ta petek, 21. novembra, razglašamo za dan molitve in posta za pravo spoznanje pred referendumom. Na to nas bo istega dne ob 15. uri za 3 minute opomnilo tudi zvonjenje zvonov in pritrkovalcev. Jezus nas spodbuja k dobrim delom z besedami, kar ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. S pastirsko in očetovskim blagoslovom vas lepo pozdravljamo, vaši slovenski škofje.
Gospod z vami. Naj vas vse blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.